Pozdravljeni vsi skupaj in dobrodošli v oddaji Jewish World Weekly na 24 News English. Sem Emilia Francis. Vsak teden se osredotočamo na zgodbe, vprašanja in osebnosti, ki so zanimive za Jude tukaj v Izraelu in po vsej diaspori v svetovni judovski skupnosti. In kot vedno, začnemo z našimi najpomembnejšimi zgodbami iz judovskega sveta ta teden. Poglejte si. Avstralski sodnik je odločil, da se video dokazi iz razvpitega protisemitskega viralnega videoposnetka ne smejo uporabiti na sojenju. Posnetek je prikazoval dve medicinski sestri v uniformi, ki sta se na spletnem videoklepetu pogovarjali z izraelskim ustvarjalcem vsebin in rekli, da bosta ubili in sta že ubili izraelske paciente. Sodišče je odločilo, da je bil posnetek pridobljen neustrezno, brez soglasja vpletenih in ga izključilo v skladu z zakonodajo Novega Južnega Walesa. Tožilci se morajo zdaj opreti na druge dokaze, vključno s pričanjem osebe, ki je posnetek naredila. Po uničujočih potresih v Caracassu je Izrael poslal reševalno misijo v Venezuelo. Nevladna organizacija IsraAid je poslala ekipo za nujno pomoč in podporo na področju duševnega zdravja, posebej za približno 500 razseljenih judovskih družin. Na tisoče ljudi je bilo ubitih v Venezueli, še več pa jih je ostalo brez doma. In končno, Clive Davis, judovski velikan glasbene produkcije, ki je stal za Janis Joplin, Bruceom Springsteenom in Billyjem Joelom, je umrl v starosti 94 let. Njegova razgibana kariera je vključevala tudi njegovo založbo CBS Records, ki ga je nekoč tožila, potem ko naj bi si prilastil $1000 za osebne stroške, vključno z bar micvo svojega sina. Nato se je pobral tako, da je ustanovil založbo Arista in podpisal pogodbo z Aretho Franklin ter mlado Whitney Houston. Napredna kampanja župana New Yorka Zohrama Mamdanja postaja še močnejša po zmagi skrajno levih demokratičnih socialistov, ki jih je podprl na demokratičnih predizborih za ameriški kongres. Dva propalestinska, zelo protiizraelska kandidata sta zdaj le še korak oddaljena od tega, da bi zastopala dele zgornjega Manhattna, Bronxa, Queensa in Brooklyna. Več o mojem prispevku. Ob boku župana Zohrana Mamdanja je Darjauza Avila Chevalier dosegla veliko zmago za napredno gibanje v New Yorku. Vidim našo prihodnost. Vidim New York, ki si ga lahko vsi privoščimo. Vidim New York, ki resnično vlaga v svoje otroke, ne v bombe. 32-letnica je premagala 5-kratnega dosedanjega poslanca iz 13. okrožja New Yorka, ki zajema zgornji Manhattan in Bronx. Potrebujem tišino. Doktorantka je svoje protiizraelsko stališče postavila v ospredje, saj se je udeleževala protestov le nekaj dni po pokolu 7. oktobra, pa tudi taborov na Univerzi Columbia vse do dneva volitev. Prav tako je Mamdani podprla demokratično socialistko Claire Valdez, ki je zmagala na predizborih za 7. okrožje New Yorka, ki zajema dele Brooklyna in Queensa. Tudi glasno je obtoževala Izrael genocida. Županja Mamdani je prav tako podprla judovskega levičarskega kandidata za kongres Brada Lenderja in kandidatko za skupščino Zvezne države New York Ilapio Saritupac. Spomnite se besed svobode pred pomankanjem, svobode pred strahom, svobode veroizpovedi. Spomnite se toliko tega, kar je bilo nekoč v središču, resnično del tega, kaj pomeni biti demokrat. Čas je, da nekatere od teh idej ponovno uvedemo. Brad Lander, nekdanji mestni nadzornik, je bil eden najvidnejših Mamdanjevih judovskih zaveznikov. Zapečatil je zmago na demokratskih predizborih za 10. okrožje New Yorka, ki zajema spodnji Manhattan in dele Brooklyna. Celoten smisel te politike je, da ne sklepamo kompromisov glede človečnosti kogarkoli. Volivci, ki nočejo pošiljati 2000 funtov težkih bomb za ubijanje otrok v Gazi, nočejo sklepati kompromisov glede človečnosti kogarkoli. In tudi tukaj nam tega ni treba početi. Prav tako je premagal judovskega 2-kratnega poslanca Dana Goldmana. Pravkar sem poklical Brada in mu čestital za zmago ter mu zaželel vse dobro, ko bo prevzemal zastopanje tega izjemnega okrožja. Vnuk pokojnega predsednika Johna F. Kennedyja, Jack Schlossberg, se je močno trudil za sedež v Upper West Sideu, ki ga je zasedal kongresnik s 30-letnim stažem Jerry Nadler, vendar mu ni uspelo. 33-letnik upa na novo, mlado generacijo demokratov za prihodnost Amerike.
Ne potrebujemo samo mlajših kandidatov, potrebujemo drugačne voditelje, potrebujemo drugačne politike. Potrebujemo drugačen pogled v ta življenja. Ljudje, ki so bolj pripravljeni odkrito govoriti o življenjskih stroških, o korupciji in brez strahu o ustavi. Ker se je Nemčija popolnoma obrnila in postala ena največjih podpornic Izraela v Evropi, v Münchnu nastaja nov center za izobraževanje o holokaustu. Pobudo, ki jo je leta 2023 predlagal Yad Vashem, je podprl nemški kancler Friedrich Merz. Z nami iz Jeruzalema je predsednik Yad Vashema Dani Dayan. Pozdravljeni in hvala, da ste z nami. Pozdravljeni, hvala za povabilo. No, vsekakor je to vredno omembe. To je očitno zelo velika stvar. Pojasnite, zakaj je bila to pomembna pobuda Yad Vashema in kako dolgo ste na njej delali, preden ste jo leta 2023 predlagali? No, ideja tukaj krožila že dolgo časa. Toda ob mojem obisku v Berlinu januarja 2023 sem to dejansko predlagal dvema osebnostma. Takratnemu kanclerju Olafu Scholzu in takratnemu vodju opozicije Friedrichu Merzu sta oba ideja sprejela z navdušenjem. Moram reči, ko je gospod Merz zamenjal gospoda Scholza kot kanclerja, je bil prehod brezhiben. Posvetili smo precej časa za temeljito izvedbo študije izvedljivosti. Preučili smo nekaj možnih lokacij, ker je bilo od prvega dne povsem jasno, da to ne bo v Berlinu. Tam je že dovolj ustanov za spominjanje na holokaust. In na koncu smo se odločili, da ga postavimo v München na Bavarskem z izpostavo v Leipzigu na Saškem. Zanimivo zdaj, veš? Prav tako zdaj srečaš veliko Nemcev, ki so, veš, prav vnuki tistih, ki so zagrešili grozodejstva. In resnično dobiš občutek, vsaj po mojih izkušnjah, da se mladi ljudje sramujejo svojih prednikov. Ali v Nemčiji o tem dobijo pouk z judovske perspektive? In ali je to namenjeno vsem ali predvsem, veš, domačinom, ki živijo v Nemčiji? Seveda, to bo prineslo judovsko perspektivo holokausta v deželo storilcev in ni enostavnega načina, da to povem. Yad Vashem je holokaustna institucija, ki predstavlja žrtve, Nemčija pa je dežela storilcev. Ampak, veš, govoril si o pradedkih ali prapradedkih. Pomembno mi je povedati, in to vedno poudarjam tudi nemškim oblastem, da je Nemčija danes multietnična, multikulturna družba. Toda z nemškim državljanstvom bi moral priti tudi nabor vrednot, nabor zavez, nabor obveznosti in nabor znanja. To je ne glede na vprašanje, kje je bil vaš dedek med drugo svetovno vojno, med šo, in center v Münchnu, center Jicaka Rabina v Münchnu in njegova razširitev v Leipzigu bosta služila celotni Zvezni republiki Nemčiji in verjetno tudi sosednjim državam. Posebej bo zasnovan za študente, za mlade študente, srednje šolce, univerzitetnike, pa tudi za splošno javnost v Nemčiji. Zdaj, glede na to, veste, opažamo vse manjše število preživelih, ki so še živi. Ali je to del tega? Ali bodo preostali preživeli iz holokausta prav tako sodelovali ali prihajali in imeli javne nastope? Je to eden od ciljev izobraževalnega centra? Ne nujno, veste, žal, a neizogibno v nekaj letih. Ne vem natančno, koliko jih je, ampak smo na razpotju generacij. Otroci, ki se rodijo danes, verjetno nikoli ne bodo imeli privilegija, ki smo ga imeli mi, da bi poslušali preživele. Tako bi rekel nasprotno, to je priprava na obdobje brez prič, ki je že pred vrati. Tako bo to eden od naših načinov, s katerimi želimo vzpostaviti povezavo z mlajšimi generacijami, ki ne bodo imele privilegija poslušati preživele. Poslušanje preživelega je bila izkušnja, ki je oblikovala vse nas pri razumevanju holokausta. To je kot stati na mostu, katerega en konec je pred nami, drugi konec pa v Auschwitzu. Nič ne more natančno nadomestiti te izkušnje.
Tudi v novem izobraževalnem centru, kot to počnemo tukaj, pa tudi v Yad Vašemu v Jeruzalemu, iščemo načine, kako nadomestiti pomanjkanje privilegija srečanja s preživelimi. In veste, še ena stvar, ki jo želim omeniti. Mislim, da to ni minilo brez negativnih odzivov. Bili so tudi tisti, ki so to kritizirali. Pravijo, da te pobude ne moreš ločiti od vlade. Veste, to je bilo izraženo v medijih. Kaj pa vi? Kakšen je vaš odgovor na to? No, to kaže določeno stopnjo nevednosti. Yad Vashem ni vladna agencija države Izrael, je agencija države, ne njene vlade, tako bi celo rekel. Je agencija judovskega naroda, ne samo države Izrael. Smo popolnoma neodvisna institucija, ne prejemamo navodil, ukazov ali političnih usmeritev od vlade. Popolnoma smo predani zgodovinski točnosti in zgodovinsko natančnemu spominu na holokaust. In bilo je nešteto primerov, ko so bile razlike v politiki med Yad Vašemom in vlado Izraela. Kadar pride do neskladja med potrebami ali politiko države Izrael ter zgodovinsko točnostjo, smo vedno bili in bomo vedno na strani zgodovinske točnosti. V redu. Najlepša hvala, Danny Dayan, predsednik Yad Vašema. Hvala. Če uporabljate družbena omrežja, kot so X, Instagram in TikTok, ste morda opazili, da se beseda goj vse pogosteje pojavlja med vsebinami, ki se vam prikazujejo. To je beseda, ki so jo Judje že dolgo uporabljali za opisovanje nejudov. Zdaj pa so jo ugrabile skrajno desne spletne skupnosti kot izraz za širjenje tisočletja starih antisemitskih stereotipov. Naša Jo Brown ima več informacij. Moram ti nekaj povedati, preden goji zvedo, in to moramo ustaviti. In to je, da so skrajno desničarji obsedeni z izrazom goji in so nekako našli nove in inovativne načine za širjenje antisemitizma. Če ste bili približno zadnje leto na spletu, ste morda opazili povečano uporabo izraza goj, jidiš besede, ki pomeni nekoga, ki ni jud. Morda ste videli tudi različice tega, kot sta goj kacel in goj slop. Anti-Defamation League je ta teden kritizirala New York Times zaradi članka o izrazu goj slop, saj so dejali, da s tem širijo antisemitistično, a sicer precej nišno spletno frazo v širšo javnost. Ampak kako je lahko izraz, ki ga uporabljajo Judi za pogovor o nežidih, antisemitističen? Ena beseda, kontekst. Najprej za vse goje, ki poslušajo, vas lahko zagotovim, da to ni pogosta beseda med Judi. Če jo uporabljamo, je to z veliko ironije. Eden od razlogov, zakaj je postala priljubljena v zadnjih mesecih, je ta, da jo je omenil žal Jud, Jeffrey Epstein, v dokumentih z njegovim imenom. Zdaj nočem biti tisti, ki zagovarja Jeffreya Epsteina, vendar je bilo povsem očitno, da se je šalil. Toda dejstvo, da je to rekel, je še dodatno podžgalo uporabo tega izraza kot antisemitskega kodiranega namiga, ki Jude prikazuje kot nadrejene, da vodijo svet in uporabljajo nejude kot pešake. To nikakor ni nov pojav. Memi, kot je Gojem no shut it down, so že leta stalnica na skrajno desnih forumih. V tej novi različici pa dobimo goj živino, ki jo Židje ženejo in hranijo z goj pomijami, izrazom za poceni proizvedeno hrano ali vsebino. Vsak od teh primerov si prisvaja jidiš izraz, da bi promoviral starodavni antisemitski stereotip o tem, kako Židje vodijo svet. Katera rasa ima v lasti 85% medijskih podjetij? Rekla bi, da belci. Ne, Đuđe, katera rasa predstavlja 80% direktorjev velikih korporacij? In tukaj so skrajna desnica prebrisana pri svojem antisemitizmu. To prikrivajo s plastmi ironije, mimov in notranjih šal. To namerno zabrisovanje meja otežuje prepoznavanje in ugrajuje te izraze v besednjak generacije Z in tistih, ki so kronično na spletu. V tistem članku New York Timesa, ki sem ga omenil, kjer je bila ADL obsedena s tem, so navedli 15-letnega srednješolca, ki je dejal, da je približno 70% njegovega letnika na šoli seznanjene s tem izrazom, vendar imajo le nejasno predstavo, da ima morda nekaj opraviti z Judi. Ampak ga bodo vseeno uporabljali, ker je to mim. To je taktika skrajne desnice že več kot desetletje. Bodi odkrito antisemitski, a to skriv šalo. Če te kdo na to opozori, lahko rečeš, sprosti se, saj je očitno samo šala. In potem to postane interna šala. In tako smo prišli do tega, kjer smo danes. Kaj lahko storimo glede tega?
Če sem iskren, nič. Če jim rečemo, naj nehajo in jim pokažemo, da nas boli, jih bomo s tem samo spodbudili, da gredo še dlje. Če to ignoriramo, bo zraslo in bo omogočilo, da se antisemitizem še bolj razširi v naši družbi. Edina stvar, ki jo lahko naredimo, je, da naredimo tisto, kar najbolje znamo. Še naprej nadzorujte goje. V redu, zamenjajmo temo. Ena najmanjših verskih skupnosti na svetu, Samarijani, so pravkar praznovali svoj praznik Šavuot, starodavni obred z nočnimi molitvami in dih jemajočim vzponom na vrh svete gore Gerizim ob sončnem vzhodu. Oglejte si te osupljive slike z njihovega praznovanja. Zgodaj zjutraj je na gori Gerizim. Veter prinaša prah in bledo jutranjo svetlobo ob zvoku molitve. Samaritanski verniki na vrhu gore pojejo pesem o morju. Praznujejo svoj šavuot s petjem in študijem Tore vso noč. Molitev se je začela v polnoči v vaški sinagogi v Kirjat Luci na Zahodnem bregu, preden so se verniki odpravili na pohod na vrh gore in se ustavljali le za molitev. In končani so na svetem kraju, kjer Samaritani verjamejo, da je bil Abraham preizkušen in kjer je Jozue postavil kamniti oltar. V samaritski različici torej je to storil Jošua ben Nun, ko je prečkal reko Jordan. Tako je zgradil oltar na gori Gerizim in postavil 12 kamnov na njihovo določeno mesto. To je starodavni obred. Arheološki dokazi kažejo, da so Samarijani sodelovali v romanju za Šavuot na gori Gerizim že vsaj 2500 let. Za razliko od glavne judovske tradicije, Samarijani svetopisemsko navodilo, da štejejo 50 dni od dneva po soboti, razumejo dobesedno kot nedeljo. Njihov praznik traja 7 dni, z molitvami in obredi skozi vso noč. Samarijanska skupnost je pravzaprav potomka celotnega ljudstva, ki je obstajalo in imelo svoj jezik, svojo zastavo, svojo zgodovino, kot je opredeljen vsak narod in ljudstvo. In naša zapoved je, da držimo žerjavico in prenašamo baklo iz generacije v generacijo, kot to skrbno počnem s svojimi otroki in vnuki. Jaz sem 126. generacija, moji otroci pa so 127. generacija. In moji vnuki so 128. generacija v državi. Menaše Catka pripada eni od 4 družin, ki tvorijo samarijansko skupnost v Izraelu. Pravzaprav smo najmanjša skupnost na svetu, čeprav nas je bilo nekoč 2 milijona. Toda vsa cesarstva, ki so šla skozi ta kraj, in vse vojne, ki so prizadele ljudstvo Izraela v deželi Izrael, so prizadele tudi samarijansko skupnost. Dosegli smo najnižjo točko, ko nas je bilo malo več kot 100, in hvala Bogu danes, na začetku 21. stoletja, smo skupnost 905 ljudi. Samaritanski šavuot je eden od 3 letnih romarskih praznikov, ki zahtevajo, da se vsa skupnost povzpne na goro in moli. Prav je teden 4. julija in letošnji praznik ima še večji pomen, saj ZDA praznujejo svojo 250. obletnico. In čeprav je letos v ZDA precej politične polarizacije, je 4. julij še vedno praznik, namenjen uživanju z družino in prijatelji ob običajnih ognjemetih in dobrem starem ameriškem soul foodu. In za nas izseljence tukaj v Izraelu to draži naše brbončice, zato smo lačni svojih najljubših dobrot. Zdaj se nam v studiu pridružujeta 2 brata, ki pa sta del velike številčne družine. Imamo Fivela in Mendela Oppenheima, solastnika in soustanovitelja Bodega Burger Tel Aviv. Pozdravljena. Pozdravljena, Emily. Hvala, da ste me povabili. Hvala, da ste tukaj. In najprej, poglejte, koliko ljubezni je med 2 bratoma, glede na to, da delata skupaj. In vem, da imate še več sorojencev. Kako vam to uspeva? Veš, zelo zabavno je, da to rečeš. Vse se začne pri starših. V redu, torej imate dobre starše. Pa še kako? Vedno nas vprašajo, kako delamo s svojimi sorojenci. Jaz pa vedno vprašam njih, kako pa vi ne delate s svojimi sorojenci. Zaupanje. Delamo skupaj, podpiramo se in se imamo radi. Taco. Torej, vi ste odraščali v Izraelu, vaši starši pa so Američani.
Kako pomembno jim je bilo, ko ste odraščali, da se spomnite, da ste Američani in da izkoristite nekatere od teh praznikov? Ja, seveda. No. Kot otroci smo vedno hodili domov, mislim, k hiši starih staršev in jih obiskovali. In mojim staršem je bilo pomembno, da imamo odnos z njihovimi starši. Tako smo vsako poletje hodili tja in uživali v vsem tem. Če gre za vse burgerje in pomfri, ter vso pico in vse klasične ameriške restavracije. Ja. In vsakič, ko sva potovala sem in tja, sva si res želela tiste nostalgične okuse nazaj doma v Izraelu. In jih preprosto nisva mogla najti. Zato sva se odločila, da jih bova pripeljala sem. Vem, to je ena stvar, ki je tukaj preprosto ne znajo narediti prav. Mislim, brez zamere do te države, ampak kot Američanka je to ena mojih največjih frustracij. Ne moreš, ne znajo narediti pravih žemljic, ne znajo narediti pravih krofov. Hot dogi, veš, očitno tukaj ne boš dobila tistih govejih frankfurterjev, ki jih tako zlahka dobiš doma. Zato razloži, kaj si prinesla sem. Ja. Moram ti povedati, tako sem vesel, da si rekel, da ne moreš, ker zdaj lahko. Zdaj pa lahko, draga. Lahko bi dobil prave žemljice, prave 100% goveje hrenovke. Mi to naredimo prav. To ni navadna kumarica, to je vložena kumarica s koprom. Torej, ne zafrkavamo se in delamo to, v kar verjamemo. In to je, da imamo pravo ameriško hrano. Pravo. In kaj je ključ? Ja, zelo pomembno nam je, da lahko vsakdo pride in uživa. Zato pri ničemer nismo sklepali kompromisov in skrbimo, da je vse košer. Uporabljamo veganski sir in dimimo našo slanino, govejo slanino, kar sami. Tako da je res in je košer. In je košer. Kako imate govejo slanino, goveji cheeseburger in ji ga pokažete? Kako? Kako to deluje? Kako to deluje? No. Tukaj je. To je prava lepotica, prava lepotica. Naša slanina je iz govedine, dimimo jo pri nas, na sir je narejen na osnovi kokosovega olja. Veš, velikokrat dajo noter tofu, pa nima pravega okusa. In potem imaš ta epski ameriški burger. Wow, in štručke. Kako ti to obvladaš? Spet, oni tega ne razumejo. Ja, veliko povem o tem. Veliko ljudi je bilo res navdušenih nad magijo v podagi. Tako, izvoli. Ja. In ti ustvarjaš čarovnijo. Kaj imamo tukaj? Povej mi, kaj o hrani, ker sem lačna in že jem. To sem naredila že pred intervjujem. Torej, Mendel, želiš prevzeti besedo? Povej, kaj o hot dogu. Ja. V redu, to je naš hot dog. To je praktično naša prepoznavna jed. In kar je smešno pri hot dogih je, da ljudje tega v resnici ne vedo. Ameriško judovstvo je imelo velik vpliv na to hrano. Ja. Če zdaj pogledate to, te hot dogi so se včasih imenovali frankfurteri, ker so prišli iz Frankfurta. In potem so prišli te Judje in namesto, da bi jih naredili iz svinine, so jih naredili iz govedine in Judje so prinesli hot doge. Vse bejzbolske tekme, klasično Nathanovo tekmovanje v jedenju hot dogov ob dnevu neodvisnosti. Vsako leto sem to pokrivala, ko sem delala v New Yorku. In dobesedno mi je bilo slabo. Ampak je še vedno tradicija do danes. Nathanovi hot dogi zagotovo. In to je ena najbolj prepoznavnih ameriških jedi na svetu. Ja. In tudi osebno, kaj? Kar nas osebno tako dotakne pri tem izdelku, je to, ko hodimo po Coney Islandu. Zgodbe o našem dedku, ki se je v 30 in 40 letih s kolesom vozil na plažo, preden je bil promet. Predvsem tem, veste, in tu so bili njegovi dobri stari časi. Ja, zagotovo. Če pogledate sliko, ki jo trenutno vidite, to je moj pradedek. Leta 1929 v Sohoju, New York. Če pogledate res od blizu, boste videli, da ima na meniju hrenovke. Na meniju, torej je že takrat delal svoje hrenovke. In zdaj smo v Izraelu. To je tako cool. Leta kasneje. Ja. Pripravlja. Hot Doge, če bi le obdržal tisto nepremičnino, moj. Bog, jazz. Sploh ne vem. Samo nihče ni vedel, v kaj se bo Soho spremenil, veš, čisto stoletje kasneje. V redu. Zdaj pa še razloži burgerje ampak vse to je narejeno z ljubeznijo in po tvojem skrivnem receptu, kot nekakšen skrivni recept za Big Mac, ki ga ne boš razkrila. Recept za skrivno omako je za nas, da v njej uživamo, ne da bi vedeli, kako jo narediš. Približno tako, približno tako. Ampak še ena stvar, ki jo moraš vedeti o tem, kar počnemo v bodegi, je, da delamo smash burgerje.
Zdaj delamo samo smash burgerje, ker je to naša nostalgija. Ves čas govorimo o tem. Včasih smo leteli v ZDA. Moj oče je tudi več let delal v tehnološki industriji. Tako da, verjeli ali ne, ko je Shake Shack postal zelo priljubljen, ga je prinašal z letalom. Ker je bil na terminalu 3 Shake Shack, da je od tam prinašal z letalom. Z letališča JFK. JFK. Vrečke in vrečke. Ja. In ne šteto štručk za hrenovke, kot na primer. Imamo tudi dodatno vrečko, tako da se moraš s tem spopasti, prav? In preden nam zmanjka časa, imamo tudi piščanca. Imamo Dr. Pepper meto, kot kdo bi vedel, samo praznujemo doktorja. Pepperjev rojstni dan, mislim, da je bil aprila. Kako staro je to? Na to? 125 let staro, nekaj takega. Wow, yeah. Mi. Priredili smo rojstnodnevno zabavo in se odlično zabavali. Neverjetno. No, hvala ti. Boste odprti za 4. Ja. Sobota zvečer, tako je, seveda. Pripravljamo tudi komplete za hot doge, tako da jih lahko vzamete domov in jih pripravite na pravi način. Neverjetno, neverjetno. Zelo zabavno je, da ste z nami v studiu. Hvala, ker ste me povabili. Hvala obema. In ne pozabite obiskati Bodega Burger Tel Aviv. Kje se nahajate? Karli je kupila 14. Tako, izvolite. Najlepša hvala vsem. Komaj čakam, da jem. Jaz ne. Naučila sem se, da ne jem pred kamero, ker se mi običajno kaj zgodi z oblačili. Hvala vsem, ker ste gledali Jewish World Weekly. Sem Emily Francis in želim vam vesel 4. julij ter srečen rojstni dan, Amerika. 250 let. Hej!